opazoval jo je, kako bere, in se razdramo vsake toliko časa namršči, potem nasmehne in zavzdihne. Tako zelo je bila zavarovana v knjigo, da ga sploh ni opazila. Slišala ni zajca, ki je stigel čisto blizu njih. Kaj delaš? Je zanimala kraljeviča. Berem, je odgovorila, ne da bi umaknila pogled od knjige. Kaj bereš? Ne moti me, se je razjezila deklica in zaprla knjigo, da bi odšla tam, kjer bi umiral vrha. Pozdravljeni poletavci in najpoletavci. Uvodne besede so delček pravljice o kraljeviču, ki ni malo obrati. Nastala je pod dresom Nine Mau Hrovat. Najdete jo na naših knjižnih policah skupaj še mnogo drugimi knjižnimi mojstrovinami. Kar predstavljam si, da vas je med poletnimi pravci bilo kar nekaj podobnih deklic iz pravljice. Ilustracije Suzi Tricel iz omenjene slikanice so si sposodili za plakate ob letošnjem nacionalnem mesecu skupnega branja, ki ga obeležujemo med 8. septembrom in 8. oktobrom. Na policah knjižnice Brežice in mnogošolskih splošnih in domačih knjižnicah se nahajajo knjižni zakladi za vse generacije, ki tiho vabijo v branju. Poletavci in najpoletavci so in ste vabilo slišali, ter med 10. junijem in 10. septembrom zapolnili za vsaj pol ure branja na dan. Branja programa Poletavci in najpoletavci sta v tem času pod okriljem Mestne knjižnice Ljubljana potekala v 20 slovenskih splošnih knjižnicah, tudi v naši. Izpolnjeni brani seznami so v knjižnico Brežice prileteli od blizu in daleč. Kaj nekaj bralcev se je z nami povezalo iz okolice Brežic, Rake, Maribora, Zagreba in nekaterih krajev Srbije. Uspešno je branje sezname napolnilo in pri nas dodalo 158 poletavcev in 49 najpoletavcev. Skupno torej kar 207 vas, mladih bralk in bralcev. Čestitke. Izmed vseh vztrajnih bralcev, ki ste danes tu, bomo izželeli eno oziroma enega, ki bo prejel oziroma prejela glavno nagrado. Tokrat se poletavci in najpoletavci potegujete za komplet, ki ga sestavljate nahrbtnik in knjiga. Nahrbtnik kot nagrado pri poletavcih podarja podjetje Harris D.O.O., knjigo pri najpoletavcih pa založba Mladinska knjiga DD. Vsi uspešni igralci ste v prihodu prijeli še priznanje in majico, ki jo podarja knjižnica Brežice. Ob koncu današnjega dogajanja pa se bomo posladkali s presenečenjem. Sladko nagrado, katero nam podarja skoraj sosed. Gostinstvo Džaber. Oktober poznamo tudi kot Brežiški oktober. Mesec, ko praznuje občina Brežice, je pa to tudi mesec požarne varnosti. Ta letos poteka na temo preprečevanja požarov v gospodinstvu. Knjižničarke smo se letos odločile, da v praznovanju poletnih pravcev v goste povabimo predstavnike gasilcev. Z nami so predsednik Gasilske zveze Brežice Benjamin Kodrič, člani prostovoljnega gasilskega društva Brežice Nik Simončič, Leon Fišer in Alex Klogovšek. Pozdravljeni med nami. Za začetek vas prosim, če nam predstavite malo več o Gasilski zvezi Brežice. Zasledila sem podatek, da Gasilska zveza Brežice šteje več kot 3000 članov. Je to res in kako lahko postanemo njen član? Najprej sem skupaj dobar dan, hvala lepa za povabilo.
Ja, res je. Gasilska zveza Brežice šteje čez 3000 članov, 3215, če se natančen na današnji dan. Je pa to članstvo, v katero je vključeno 31 gasilskih društev in pa eno prostovoljno industrijsko gasilsko društvo. Gasilska zveza Brežice pokriva teritorij v velikosti 268 kvadratnih kilometrov, ustanovljena pa je bila leta 1955, kar pomeni, da v naslednjem letu praznujemo 70 let. Kako pa lahko postanemo član Gasilske zveze Brežice? Član Gasilske zveze Brežice je bolj težko, lahko postanete član gasilskega društva. Vsa društva pa so člani oziroma dejansko je članice Gasilske zveze. Pač Gasilska zveza je ta, ki skrbi za financiranje gasilskih društv, za nemoteno njihovo delovanje, za usposabljanje na razvanje, pač vse, kar zraven spada v organizacije pogovarjanje. Sedaj pa vprašanje za vas, poletavci in najpoletavci. Odgovor boste izbrali med 3 možnostmi. In sicer vprašanje je, katero številko pokličemo, če potrebujemo pomoč gasilcev? A. 112, B. 113, C. 114. Pa prosim, da tisti, ki menite, da je pravilen odgovor 112, dvignete roko. Nekaj bi vas poklicalo 112. Zdaj pa tisti, ki menite, lahko spustite roko. Tisti, ki menite, da je potrebno poklicati 113, dvignete roko? Ne, noben ne bi klical. Kaj pa bi kdo poklical 114, da dobi gasilce? Tudi ne. Benjamin, na katero številko pokličemo, da dobimo pomoč gasilcev? Kdaj se lahko vrnemo na vašo pomoč in kaj naj sporočimo, ko pokličemo na to številko? Pokličite na gasilce na številko 112, jasno 12 je pravilen odgovor. Če rabite gasilce, če rabite kakšno drugo pomoč, tudi pokličite na 112. To je Regijski center za obveščanje, katero bolj pač napoti, ali rabite jasno pomoč gasilcev in potem vam alarmirajo društvo, katero je pač za tisto lokacijo zadolženo, pač po nekem načrtu aktiviranja. Vprašam ste, kaj sporočimo. Pomembno je, da pokličete na številko 112, da povete, kdo ste, kaj se je zgodilo, kje se je zgodilo, kdaj se je zgodilo in pa približno oceno udeležencev, pač kdo je tam, je večja skupina ljudi, je to eno nesrečenje, prometna nesreča, požarjenje in pa kakšna druga nesreča. Če pogledamo po knjižnici Brežice, že tu v dvorani opazimo, da imamo gasilske aparate. Ti aparati so na prah, nahajajo se na različnih mestih. Na nekaterih delih knjižnice imamo tudi hidrant za vodo oziroma v neposredni bližini. Pa nas zanima, kaj pa bi naredili, če bi zagorela ena stavba v Brežicah. Kaj bi vi naredili? Mi bi pa še tako zadevo rešili, ne? S čim lahko gasimo knjige? Ja, z vodo, s prahom, tako ste rekli, ne? Za knjige ni problem. Kaj pa mi naredimo? Vi pa lahko, recimo, dotično tej ustanovi, si pač pomagate z sredstvi, ki jih imate. Zdaj, v primeru vidim, da imate gasilni aparat na prah, vidno je označen, da je pomembno, da je na vidnem mestu in pa lahko dostopen pač sem in pa preprečite neki začetni požar. Če pa se požar nekontrolirano širi, da sami niste pač sposobni tega vladati, pa vsakako kličite 112 in pridejo gasilci in tudi več. In v mestnem času, če bi se to zgodilo, ko so v stavbi več od ljudi, naprimer v kakšni skupini, kot danes, kaj naredimo, ostanemo v stavbi? Ne, je pa potrebno se evakuirati po čim krajši, čim varnejši poti na nekaj zbirno mesto, katero verjetno imate nekje označene.
Najbolj pač pomembno, da se vsi pač evakuirajo. In da nekdo vodi evakuacijo, da dejansko res, da so se navadili. Zbirna mesta ob priložnosti, ko boste šli okrog knjižnice, lahko tudi pogledate, kje so. Kaj pa doma? Letošnja tema se navezuje prav na varnost v domu. Kako naj ukrepamo, če nam zagori hrana v loncu, naprimer pomfrit, ali pa če nam zagori naš mobilni telefon? Zdaj je bilo, da ste izpostavili to temo, mesto požarne varnosti. Jaz sem tudi vaši ustanovili v knjižnici na lokalnem mesta, da vam je priložnost izpostavljeni, da pač na večji tega, da ga bodo na neko vidno mesto postavili, da bodo vaši deležnici, vaši dogodkov, obiskovalci to videli. Skratka, ja, ko se doma zgodi nekaj takšnega, ponovadi smo si panični, predvsem drugi bolj gospodinje, apeliram, kaj narediti, ponova gori, z vodo ne. Zdajte neko vlažno krpo čez, pokrov gor, ali pa enostavno odnesete ven. Če pa to, da je to bolj razširjeno, potem pa če nimate nekih gasilnih aparatov, katero pač jaz osebno svetujem, da imate v svojih domovih, morate se na gasilce vrniti. Če je to nek začetni požar, da ga sami imite, ja, ok, drugače z nekim priročnim sredstvom, z neko požarno delo, vlažno karkoli, pa za telefonske vprašanje. Ja, mobitel pa je potrebno, če je recimo, da se polni, je potrebno prvo izključiti. Da se izključi iz elektrike, potem pa isto vlase, da recimo vodo prije, pač itak je nikač uporabno. Drugače pa s priročnimi sredstvi pesek zelna, tudi s tem se da marsikaj pač pesek. Kaj pa v primeru danes, ko gremo po ulicah, tudi v Brežicah, srečamo vse več uporabnikov elektronskih koles in skirojev, kako pa ravnamo pri užigu teh prevoznih sredstev? To je zdaj kar trend, ta elektronika. Elektronska kolesa pa skiroji še niso tak problem, ko so problem vozila, tako nam ponudniki na trgu ponujajo tega veliko, nisem nas pa dejansko še tudi izobrazili, kako moramo posredovati. Ampak pomembno je, da če pride v tem primeru, recimo vas je tem veliko otrok, imate elektronske roje, da date najprej na neko varno mesto, da ga ne pustite, ne vem, slučajno nek na terasi neke značečajne, pač ga date na neko zelenico in se bolj to probije z vodo. Za tako stvar je pač potrebna večja količina vode, te baterije so dolgo gorljive, dolgo vnetljive, da v takem primeri vi sami tega pač težko boste pogasili. Tako da umaknite na varno pač gorljiv predmet, vi se umaknite na varno in pa pač pokličite 112. Rešitev za vse. Hvala. Služba gasilca je zahtevna in odgovorna. Pa imam znovo vprašanje za vas, dragi bralci. Je kdo med vami gasilec? Naj dvigne roko. Kar pogumno. Nekaj vas je. Nekaj bralcev je gasilcev. Lahko mi postanemo gasilci. Koliko let moramo imeti, da lahko postanemo gasilci? Je starost sploh pomembna? Kaj več o tem, kako lahko postanemo člani? Zdaj gremo zadnjega vprašanja. Ja, v gasilsko organizacijo se lahko člani dojenček. Gasilci smo edina sila v zaščitnem reševanju, ki pač nimamo omejitev in postanete član gasilske organizacije. To imamo skupno. Tudi član knjižnice lahko postaneš zdravstvo. No, tako. Tako da vi se lahko članite, potem pa nekje na vaje ali neka tekmovanja, te cikle priprav, prihajajo otroci tam od 6 let naprej. Za 6 leti že otroci lahko greste na tekmovanje, vadite v vaših društvih. Uradno pionir, to je najnižja, pač ta stopnja gasilska najmlajša, pa za 7 leti. Mi imamo ta skupni program, katerega uporabljajo vsi gasilci v Sloveniji, imenuje se Vulkan, in vi za 7 leti pač uradno lahko pionir.
dobo članstvo, no pa že teče, odkar nas pač nekdo člani oziroma piše ta sistem, da bo člani različni. Benjamin, nam zaupaš, koliko let si pa že ti na gasilstvu? Ja, jaz sem imel isto nekaj, tak, 6-7 let, da se štejemo, pa je to nekaj 25. Ja. Hvala. Da se ne bom se tako. Ja, za tiste, ki znate računati, lahko se štejete. Poznamo prostovoljna gasilska društva in poklicne gasilske enote. Pa me zanima, kakšna je razlika med prostovoljnimi in poklicnimi gasilci. Naprimer, marsikdo od nas lahko opazi, da kadar zaslišimo zvok sirene, kaj opazimo okrog, če v naši bližini živi kakšen gasilec. Kmalu za zvokom vidiš, kako tečejo iz hiše do prevoznega sredstva, če niso tako zelo oddaljeni od gasilskega doma, pa kar do tam. Pa me zanima, kakšna pa je razlika med gasilci, poklicnimi in prostovoljnimi. Poklicni gasilec je pač gasilec, kateri pridobi ta poklic. To pomeni, da po neki splošni srednji izobrazbi ali fakulteti se zaposli na gasilski enoti. Ta gasilska enota ga razporedi na tečaj oziroma na izobraževanje za pridobitev poklica gasilca in je on dejansko tam službi. On je 8 ur oziroma turno 12 kak pač to imajo, je zaposlen v neki enoti, ki je poklicna, ne vem, Krška poklicna enota, imamo tukaj recimo v Crkvah, imamo letališke poklicne gasilce, oni so pač razporejeni tam. Prostovoljni gasilci pa se učlanimo v prostovoljno gasilsko društvo, katere deluje pač na prostovoljni bazi, v našem prostem času. Je pa res, da tudi mi opravljamo en kup teh izobraževanj, če ne moramo pač posredovati. Tudi naši gasilci, vsi, kateri grejo na intervencije, kateri vidite, so zdravniško pregledani, zdravniško sposobni za to delo in pa seveda zavarovani. To je predvsem pač pomembno za upravljanje tega dela. Drugače, mi z poklicnimi gasilci delamo z roko v roki, tudi na skupnih intervencijah, in na zadnje te gasilci, ki so poklicni gasilci, so tudi člani prostovoljnih gasilskih društev in pa prevzemajo direktorne funkcije svojih društvih in pa tudi na gasilskih društev. Pa je kakšna razlika, kdaj se kdo vzor? Naprimer, če bi gorela stavba v Brežicah, kdo bi se vzval? Vedno se vzovejo prostovoljni. Prostovoljni gasilci sigurno imamo tudi načrt aktiviranja. Prvi, drugi poziv, kak se gasilske enote aktivirajo, kak se proči pač ta sirena. Je pa res, da nekateri stvari pa mi sami ne izvajamo, ker imamo koncesije in je zato pristojna pač poklicna gasilska enota, ta ravno je bliže Krško, pa posreduje pri prometnih nesrečah, pri kakšnih navadnih smolah, reševanju iz vode, na vodi in iz vode. Pač le pa sodelujemo pa z njih, ker oni se pa za to, da pač imajo koncesijo in so polno sposobni. V takšnih dneh, kot je današnji, ste gasilci tudi precej aktivni, oziroma sploh dneh, ko je kar nekaj dni prej že precej padavin. In v primeru poplav tudi gasilci sodelujete, ne samo v primeru požara. Tako je, gasilci ne gasimo samo požarov, posredujemo tudi od drugih nesreče, kot so že poplave, imamo neurja, imamo nevihte, imamo razkrite strehe, rešujemo mačke, res pač dejansko gasilci smo tisti, ki se vedno odzovemo in naredimo tudi čas tisto, zakaj nismo pristojni pa naredimo. Zdaj smo pač gasilci. In v primeru, ko ste na terenu, ko ste kot poklicni gasilci ali prostovoljni gasilci, vas varuje tudi oprema. Seboj ste prinesli nekaj kosov opreme, pa vas povabim, da nam predstavite ta gasilska oblačila. In pa mogoče tudi vprašanje, slišala sem, da enkrat nosite uniformo, drugič pa gasilsko obleko. Ali je to kakšna razlika ali se samo tako različno reče? Ne, je razlika, gledajte, se bojo mogoče tudi fantje, gasilskega društva Brežice, malo več povedali o tem.
Skratka, imamo dva tipa oblačil, to je delovna uniforma ali pa svečana uniforma. Te koristimo predvsem za kakšne svečanosti pogrebe, večje proslave, neke prireditve, občne zbore. Če imamo pa neki delovni sestanek posvet izobraževanja in usposabljanja, pa uporabljamo delovno uniformo. Na intervencijah pa uporabljamo intervencijske obleke za gašenje ali pa za tehnično, to se namenja za poplave morja. Temu primerno tudi čelade in pa škornje oziroma obuvala. Tako da zdaj mogoče še profantje še kaj povedati, pokazati. Lep pozdrav še v mojem imenu, v imenu Prostovoljno-gasilskega društva Brežice. Se pravi, dva tipa obleke, kot smo povedali. Prvi tip obleke je za gašenje in reševanje, se pravi, govorimo za goreče stavbe, bilo kaj, kjer gori. Se oblečemo v prvo obleko, ono nas varuje pred ognom, ščiti pred navadnimi zadevami, se pravi, če kaj pade na nas, če se prav kje održimo, bilo kaj. K temu tudi spada primerna čelada, katero imamo na glavi in pa obuval. Se pravi, vsem tem pripadajo še rokavice, podkapa, manjše zadeve, ampak tako izgleda potem gasilec, so opremo, če gre v gorečo stavbo tudi z dihajcem, govorimo o dobrih 40 kilah, ki jih ima še dodatno na sebi. Sedaj, par let nazaj je Kras gorel, recimo ta obleka, ki je zelo debela, namenjena za gašenje notranjih požarov, je zelo bolj neprimerna za te zadeve, se pravi, v tem primeru je ta drugi del obleke, drugi tip, namenjen za tehnična posredovanja in gašenje gozdnih požarov bolj primeren, se pravi, je tanjša, še vedno pa ima plast, ki nas ščiti pred ognjem, ki je v naravi. Prej smo govorili, če recimo gori objekt znotraj, potem se še zaščitimo z dihalnim aparatom, masko, preko katerega dihamo zrak, se pravi, vsak ve, da ko gori, ko je dim, težko dihamo, se nam kašlja. Ta dim je zelo nevaren, se pravi, ne smemo ga dihati, tudi sami se ga morate umikati in nas ta dihalni aparat pred tem varuje in ščiti, da lahko mi posredujemo v tem dimu. V tem dimu ste že daj videli doma, se čez njega ne vidi, ob tem uporabljamo tudi termovizijsko kamero, ki nam da dodatne oči, skozi katero vidimo čez dim in s tem potem najdemo od ljudi naprej plinskih iklenk, vse, kar je potrebno za iznos na varno. In ob tem imamo še v sebi ročnik in cev, vodo in ta ogenj gasimo. To je zelo nakratko od teh oblekah, tudi če imamo kakšno vprašanje. No, zdaj tukaj bom še dodal, kdo je iz Brežic, glede članstva. Zdaj, če kdo ste želel članiti, vsako nedeljo je dobrodošel pri nas v Brežicah, od 10 do 11 ure, da se oglasi, potem si lahko tudi pogledate za starši vozila, več kar s čim razpolagamo, imamo 5 vozil, prikolico, od tega teh je tudi avtodesto, to je bolj zanimivo vam, tako da, če želite, se starši oglasite v nedeljo. Hvala. Da postanemo gasilci, moramo opraviti tudi nekaj izobraževanja, bilo rečeno. Tu smo zbrani pravci, pa me zanima, kako sta povezana branje in gasilstvo. Je za gasilca pomembno, da je dober in vztrajen branec? Ima morda z nas kakšen namig? Kaj brati? Ja, gasilci, če se hočemo usposabljati, moramo prvo biti pismeni, ne? To pomeni, da moramo napisati in brati. Tak je. Tako da ja, gasilci veliko preberejo, imamo ogromno usposabljanj, od začetnega pripravniškega, operativnega in tako naprej, do po hierarhiji naprej in je treba tega strokovnega gradiva kar nekaj predelati, če pa češ biti uspešen pri teh upravnih izpitih, ko so usposabljenih. Pomagamo si z gradivom, ki nam je pač na voljo, to je interno gradivo, katerega ne dobivamo kot tečajniki, je pa tudi nekaj vse splošnih priročnikov, nekaj smo jih danes se bolj pokazati, to so priročniki za delo s članicami, za mladino, gasilski protokol, ne vem, kaj še gre,
revija? Ja, revija, res je. Gasilska zveza Slovenije, naša krovna organizacija, vsak mesec izdaja revijo Gasilec. To ni revija, ki se noter neki traži, to je revija, ki je tudi strokovna, predvsem strokovna. Marsikaj se lahko znotraj tega naučimo, ko to predelamo. Mi imamo dogovor znotraj gasilskih društv, gasilskih zvezi Brežice, da vsako društvo prijema to revijo, 2 ali 3 izvode in pa še, da imajo tudi spletni dostop. Tako da ta revija je tudi v digitalni obliki. Beremo. Hvala. Tudi na razstavo smo postavili knjižničarke nekaj gradiva, ki ste nam ga prinesli in pa nekaj knjižnega gradiva na temo gasilcev, ki ga najdete drugačno v naših knjižničnih policah. O temu gasilcev in gasilstvu v Brežiški občini bi lahko govorili še dolgo, ampak nocoj smo se zbrali tudi zato, da podelimo 2 nagradi. Benjamin, prosim, da izmed danes tu prisotnih poletavcev izžrebaš poletavko ali poletavca, ki bo prejel nahrbtnik in knjigo Pripomočka za nove dogodivščine. Ne gledamo tukaj. Tako, vabim, da se k Benjaminu pride Mila Mlinarič. Mila, prosim, če stopiš s tem, da eno lepo sliko naredita, ker moramo imeti za arhiv. Hvala, Mila. Sedaj pa še ena nagrada in sicer tudi tu prejme nahrbtnik s knjigo eden izmed najpoletavcev. Izmed najpoletavcev pa ne pride po nagrado Vid Mahovne. Vid? Vidimo, da ima Vid svojo zastopnico. Gremo pa kar sestrico slike zraven. Bo požela malo. Tako. Vsem vam, mladi bralci, iskreno čestitam za poletne bralne podvige. Ker brati namreč pomeni delati podvige. Za podporo pri izvedbi obeh bralnih programov pa se najlepše zahvaljujem podjetjama Hervis in Mladinska knjiga ter Mestni knjižnici Ljubljana. Vsem nam želimo bilo bralnih potovanj tudi v prihodnje in naj bosta knjiga ter branje naša sopotnika skozi življenje. Vedno dobrodošli v knjižnici Brežice, kjer najdete knjigo za prav vsako razpoloženje. Preden pa si zaželimo lahko noč, vas vabim, da se tudi v bodoče udeležujete bralnih programov, ki jih izvajamo za vse generacije. Za vse vas veste bralce, poletavce in najpoletavce, pa imamo, kot že omenjeno in obljubljeno, pripravljeno sladko presenečenje. Še enkrat velika hvala sosedu, gostinstvu Žalir, za to posebno pozornost oziroma donacijo. Za nocoj pa vam želim le še lep pozdrav.